Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo govorili o prebavnih izzivih in tudi o celiakiji. Kako je danes živeti z njo in kako je bilo pravzaprav včasih? Kaj se je dejansko spremenilo? Danes pa v moji družbi Kaja Travnik, lepo pozdravljena, dobrodošla. Toliko žensk je ponosnih nate, da si zaupala svojo zgodbo o vzponih, o padcih, o burnoutu in vsemu ostalemu. In s tem si resnično ogromno ženskam dala tisti glas, da so si priznale vse te stvari. Danes pa malce spregovorili o prebavnih izzivih. Zdaj, če pogledamo, zagotovo veliko ljudi pozna knjigo Louise L. Hay, Prebava, črevesje, kaj je tukaj, s čim je to povezano? Ja, res je, ja, se strinjam, da prebava je kar taka zanimiva zadeva in v bistvu ugotavljam, da veliko ženska prihaja tudi meni na svetovanja, imajo vedno pač težavne prebave, prebavne motnje, in tukaj je v črevesju se vse nekaj zatakne, veš, se pravi, ko smo mi zataknjeni v življenju, se zatakne tudi v naši prebavi, jaz vedno tako rečem, no. Tako da dejansko pač ni pretoka energije in je pač smo zataknjeni, tako bi rekla, no, to da je s tem povezano. Pa tudi potem kasneje, ko smo starejši, je zelo povezano tudi z menopavzo in menopavzalnimi težavami, ko se spreminjajo naši hormoni. Se pravi, tukaj se gre za to, da spustiš zadeve. Tako, ja. Predvsem ženske vidim, da si res en kup enih zadev si damo na svoje ramena, preanaliziramo, predpostavke imamo, se pravi, tudi to vpliva na eni ravni. Ja, definitivno. Pač zaradi tega, ker nismo več v ženski energiji, ampak smo v moški energiji, tudi v bistvu jaz vedno pravim, črevesje je zelo povezano tudi z jetri, tega se sploh ne zavedamo, Ljudje vedno samo čistijo ali samo jetra ali pa samo črevesje, je pa oboje pač povezano, Tako kot sem rekla, prebava je tukaj, se ti nekaj zatakne, potem jetra so pa jeza in ženske smo tako velikokrat jezne in smo jezne na partnerje, smo jezne na otroke, na službo in te jeze ne damo iz sebe in potem se nam to samo nabira in nabira in nabira. Zataknjena in jezna. Evo, če si dejansko v tem, potem poslušaj in gledaj naprej. Zanimivo je, kakšna je res ta povezava, ampak če pogledamo čisto na fizični ravni, verjetno velik del izzivov, ki jih imamo z črevesjem, tudi z jetri, prihaja iz tega, da nismo dovolj hidrirani? Ja, tudi zaradi tega. Pač več različnih dejavnikov, Jaz vedno pravim, nekaj je psihičen vidik, se pravi tukaj, tako kot sva govorile, pač jeza pa zataknjenost, nekaj je pa potem ta tudi fizičen vidik, Moramo tudi vedeti, da recimo vso svinarijo, ko jo pojemo, ne moramo misliti, da če bomo, ne vem, cel dan jedli samo ogljikove hidrate, pa sladkor, pa nobenih vlaknin, pač v bistvu nobenih maščob, nobenih beljakovin, tako naše telo ne more funkcionirati, In je potem pač tudi zaradi tega to tako in pijemo pač, ne vem, kavo, pa gazirane pijače, pa sokove, namesto da bi pili pač več vode, da bi bilo naše telo pretočno. In v tem je tudi problem. Problem je, se pravi, eno je psihičen del, eno je pa tudi ta fizičen del, kaj mi vnašamo v naše telo. Rešitev je pa oboje, Oboje, vedno je oboje. Zaradi tega, ker jaz tudi vedno pravim, da vsaka bolezen se vedno začne na psihični ravni in se potem projecira v fizično raven. Tako da tudi recimo pri meni je bilo tako 14 let nazaj, ko sem dobila pač celiakijo, je bilo isto, Se pravim, jaz sem bila pač ta pridna punčka, vse sem zmogla, vse sem mogla, vse je bilo tako, In se je pač preprosto telo se je začelo sesuvati, Počasi se začne, to so majhni znaki, ki nakazujejo potem na te velike spremembe, ki se potem zgodijo, Ampak pa za nazaj, ko gledaš, jih v bistvu vidiš, Takrat pa ne. Ja, takrat jih sploh ne vidiš, ja. Krasno. Jaz sem zelo hvaležna, da danes govoriva o tem celostnem pristopu,
sklopu, ker je treba poštimati vse te vidike in za fizični vidik imaš tukaj eno fajn rešitev. Ja, tale prehranski dodatek jaz sem velika ljubiteljca drugače prehranskih dodatkov, a ne. Meni se pač osebno tudi tako zdi, živimo pač v 21. stoletju in ja, je pomembno tudi, kakšno hrano jemo, tako kot sem prej povedala, seveda normalno, to je pač en del, ampak drug del so pa za mene definitivno prehranski dodatki, zaradi tega, ker na žalost tudi s to hrano, ki jo imamo danes, ne moreš dobiti več tega vsega noter, kar bi pač mogel. Tudi, ko pravijo za C vitamin iz limone, limona ni več taka, kot je bila včasih. Tako da jaz zelo pač priporočam prehranske dodatke in tale je pač v bistvu super zaradi tega, ker tako kot sem prej rekla, črevesje pa jetra so povezani in ponovadi imamo vedno samo prehranske dodatke, ki posebej pokrivajo črevesje in posebej pokrivajo jetra. Ta dodatek ima pa v bistvu pač oboje skupaj in je pač super, naraven je, vsebuje pač različne sestavine, se pravi recimo lanena semena, ki so odlična za prebavo, pa psilium, ki je tudi odličen za prebavo, recimo origano je odličen za naša jetra. Tako da jaz bi ti ga kar takole dala mečkan za poskusiti. Ga bova zmešale. Jaz samo kimam zaradi tega, ker to res prisegam na tole zadevo in jo uživam že kar lep čas. Pa meni tudi ful lepo diši. Ja. No, vse meni. Kaj je ena taka juhca. Kaj juhca, ja, kaj juhca. Je pa ena stvar, ki mi ni všeč pri temu in bom kar povedala. Kozarci treba takoj umiti. Ja. Ampak vidiš, to je dobro, da je treba kozarc takoj umiti, zaradi tega, ker to tudi pomeni, da lepo pride pač ta formula v tvoja jetra, pa v tvoje črevesje, veš, da lepo čisti. Tako da to je tudi pač v bistvu fajn, da je treba kozarc takoj umiti, ker tako isto se pač naredi potem s tvojimi jetri in s črevesjem. Torej, vlaknine, tukaj je res ogromno vlaknin. Kje drugače mi iz hrane dobimo vlaknine? Odkot, kaj moramo jesti, da bomo imeli več vlaknin? Torej, tale formula za jetra in črevesje je super, ima zelišča noter in vse te zadeve, ampak kje dobimo z bazne prehrane? Ja, se pravi, drugače dobimo vlaknine, se pravi iz semenk, se pravi, to so lanena semena, sončnična semena, čija semena, bučna semena, konopljina semena. To je vrhunsko, recimo, ena stvar, ki si jo lahko si naredite eno solato ali pa recimo pač popečete zelenjavo, pa daste gor recimo, ne vem, 3 velike žlice različnih semen. Tako da to je pač ena zadeva, se pravi indijski trpotec, vse te zadeve, drugače pa tudi seveda zelenjava ima veliko vlaknina, pa tudi sadje, sam za sadje vedno priporočam, da ga kombinirate z maščobo, zato da vam ne dvigne preveč krvnega sladkorja. Recimo, da bi rekla jabolčni krhlji, pa čez kikirikijevo maslo? Recimo, ali pa če sva že pri vlakninah, recimo tudi, tako kot sem rekla, semenke jih imajo veliko, pa tudi recimo oreščki jih imajo veliko, tako da recimo ena taka ful dobra, tudi anti-age kombinacija je na primer jabolko pa mandlji. Odlična zadeva. Ampak mandlje je treba namakati prej, ne? Mandlje je treba pač namakati prej, to je pač priporočljivo, tako da, čeprav je pa tudi res, da so naša telesa veliko bolj odporna, kot so bila prej, tako da tudi moram reči, da veliko ljudi je imelo včasih probleme z mandlji oziroma z surovimi oreščki, če niso bili namočeni. Zdaj se pa to, se mi zdi, da tudi majčkeno izboljšuje zaradi tega, ker se tudi pač v bistvu naša prebava spreminja, tako da je tudi to potem lažje. Sem pa ogromno brala o tem, da oreščki pa res morajo biti ekološki zaradi tega, ker so lahko sicer zelo z protipesticidnimi sredstvi, protiherbicidnimi. Špricani so, ja, to je ta pač problem, pač v bistvu pač to je ena stvar, kar si povedala, v bistvu pač se pravi ta špricanja. Druga stvar, ki je pa pač tudi recimo, kar se jo jaz vedno sprašujem, se pravi, je v bistvu tudi ta ogljični odtis, naprimer, ko se pogovarjamo o sadju, o zelenjavi, o prehranskih dodatkih, v bistvu dajmo poiskati čim bolj stvari iz našega okolja, se pravi v bistvu to, kar nam je tukaj blizu, sploh recimo jaz bi pač rekla, kar se prehrane tiče. Kar se prehranskih dodatkov tiče, ne moramo vsega dobiti pač iz tega našega okolja, ampak mogoče, kar se pa tiče pač prehrane, pa mogoče, ne vem, namesto da kupimo goji jagode, bojo čisto v redu tudi navadne jagode ali pa borovnice z vrta ali pa robide z vrta, tako da te stvari. Sezonsko, lokalno je idealno, Točno tako, kot si povedala, ja, boljš ne bi mogla, pa še sklada se. Ja, dejansko se res. Krasno, se pravi, kdaj bi priporočala, da se tole užije? Jaz vem, da na škatli piše, da moraš dosti vode spiti čez dan, tako da to mi je jasno, ampak v katerem času bi rekla, da je najbolj pomembno, da se največ vlaknin, na kakšen način, zjutraj bolj, popoldan? Jaz bi priporočala to zjutraj, da se vzame na tešče, zaradi tega, ker mi tudi pač zjutraj, ko se vstanemo,
ne, smo v bistvu v tem fasted state, ne, se pravi, pač nismo celo noč jedli in takrat je idealno, da naše telo nahranimo z čim boljšimi snovmi, a ne. Zato jaz tudi zjutraj vedno priporočam, ne vem, recimo toplo vodo z limoninim sokom, lahko dodamo tudi kakšen jabolčni kis zraven, recimo kaj takega, naprimer, a ne, zaradi tega, da se naše telo prečisti. Druga opcija je pa tudi mogoče zvečer pred spanjem, spet zaradi tega, ker smo pač pojedli, ne vem, zadnji obrok ob 7, 8, 6 zvečer, ne vem, kdaj imate večerjo, a ne, pa recimo, da spijemo eno žličko tega pred spanjem, zaradi tega spet, da se nam pač v bistvu telo lepo čisti, no. Tako da jaz bi tako priporočila. Odlično, hvala lepa. Pa zjutraj verjetno tudi zaradi tega, ker je absorpcija najboljša, ne? Tudi zaradi tega, ja, definitivno. Najboljše absorbira naše telo, ja, definitivno. Ja. In na takšen način lahko dobite največ, torej še enkrat obstaja način, kjer imate veter v hrbet in to je sodelovanje z naravo. Več informacij na klepet@kavi.si. Če nimate dostopa do interneta, lahko tudi pokličete in povprašate. 02 6200 230. V moji družbi je bila danes Kaja Travnik. Hvala.